Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Najlepša hvala za povabilo in za napoved tega predavanja o temi, ki nas je zadnje mesece, zadnje tedne vse kar močno vznemirila. Sam napredek jezikovne umetne inteligence, ki se je zgodil zadnja leta oziroma zadnje mesece na nek način, strokovnjaki, ki že zelo dolgo delujejo na področju računalništva, ta napredek primerjajo s prihodom interneta. In kakor se spomnite, je internet, ko je prišel v naše kraje, v šole, na univerze, na delovna mesta, bistveno spremenil način, kako smo se marsikatere naloge lotevali. In sedaj so neka podobna pričakovanja, da bo napredek jezikovne umetne inteligence in sploh umetne inteligence spet pomembno spremenil marsikaj od naših olajšav, tudi marsikaj od tega, kar počnemo, in spremenil tudi mogoče kakšne ustaljene načine, kako smo delali. Zadnje mesece smo bili soočeni s poplavo najrazličnejših besedil o programu ChatGPT, pa tudi od drugih sorodnih. In nekateri so nas poskušali preplašiti pred prihodom novih načinov, kako bomo lahko počeli določene stvari. Drugi so nam poskušali razložiti, kaj se bo dogajalo, zelo podrobno. Marsikdo je pa sam probal. In sam ChatGPT je, mislim, da v prvem tednu imel že 1 milijon uporabnikov, po nekaj mesecih pa jih ima, mislim, da že več kot 100 milijonov. Tako da smo priča nečemu res pomembnemu. Ampak kaj sploh je bistvo te spremembe? To, da se pogovarjamo zdaj lahko z računalnikom oziroma strojem kot z neko osebo, in ta oseba nas razume, ko nekaj povemo, in nam odgovori smiselno na to, kar mi jo vprašamo, oziroma ne samo, da se pogovarja z nami, zna tudi razreševati naloge, ki ji damo. Recimo popravi to besedilo, da bo slovnično pravilno, in to naredi, ali pa rečemo, prevedi to v francoščino in naredi to zelo dobro. Tako da marsikaj omogoča izvajati bistveno bolj enostavno, kot smo bili to vajeni prej. Vsi smo seznanjeni z nekimi našimi vsakdanjimi načini uporabe te nove tehnologije, ampak ta nova tehnologija jezikovne umetne inteligence omogoča tudi, da bodo ljudje, ki do zdaj niso mogli uporabljati storitev, ki so jih nudili računalniki, da jih zdaj bodo lahko, in to v svojem materinem jeziku. Recimo v Indiji pripravljajo neko nadgradnjo tega podobnega projekta, kot je ChatGPT, kjer bodo lahko ljudje v svojem materinem jeziku preko telefona komunicirali z nečim podobnim, kot je ChatGPT, in spraševali o najrazličnejših vprašanjih, ki se navezujejo na njihovo življenje, o zakonih, o pravilih, in marsikaj tudi reševali preko telefona. In prav zato, ker je ta komunikacija med uporabnikom in računalnikom zaradi teh orodij toliko bolj enostavna, se pričakuje, da bodo ta orodja postala še bolj razširjena, kot je že sami računalniki, telefoni in internet so bili do sedaj. Načrt predavanja sem zastavil nekako takole, da bi najprej si odgovorili na vprašanje, zakaj smo prav zdaj priča takemu napredku umetne inteligence. Kaj se je prav zdaj zgodilo, da je prišlo do tega preboja?
No, drugo vprašanje, ki si ga bomo zastavili, je, kako delujejo sistemi, kot je ChatGPT in podobni. Kaj je v ozadju, kako se naučijo upravljati vse te zanimive storitve, ki so se nam zdele še nedavno skoraj da nemogoče, da bi jih računalniki znali tako učinkovito upravljati. No, potem se bomo ogledali nekaj dobrih in slabih načinov uporabe te nove tehnologije in na koncu se še vprašali, kakšno je mesto te jezikovne umetne inteligence v šoli oziroma kakšno naj bo mesto te inteligence v šoli. No, zakaj smo prav zdaj priča tako velikemu napredku umetne inteligence? Kaj se je zgodilo? Več elementov se je moralo pokriti. Prvi, zelo pomemben je, da je na voljo že kar nekaj let zelo veliko digitaliziranih podatkov, ki omogočajo oblikovanje zelo velikega korpusa, recimo besedil, slik, drugih posnetkov, ki omogočajo umetni inteligenci, da se uči. Recimo, da se nauči prevajati iz slovenskega jezika v angleški jezik, moramo imeti čim več besedil, ki so urejena tako, da imamo na eni strani slovensko besedilo, na drugi strani angleško. In takih parov moramo imeti čim več in potem se na podlagi tega umetna inteligenca lahko uči. Ali pa moramo imeti velike knjižnice slik digitalnih, za katere vemo, kaj je na teh slikah. In podobno se lahko na teh podatkih umetna inteligenca uči. No, poleg podatkov potrebujemo pa še računalnike oziroma procesorje, ki so zelo učinkoviti pri učenju. In že tam kmalu po letu 2000 se je izkazalo, da so prav procesori, ki so bili posebej prirejeni za izris recimo kakšnih 3D posnetkov ali pa igric na zaslonu, da so zelo uporabni tudi za izračunavanje oziroma za učenje umetne inteligence. To se pravi, grafične kartice so zelo pohitrile umetno inteligenco in zdaj imajo take ogromne farme grafičnih kartic, na katerih poganjajo te velike sisteme, ki se učijo. No, ni nepomembno pa tudi, da se je cela skupnost, ki je ustvarjala umetno inteligenco oziroma se ukvarjala s strojnim učenjem, svoje dognanja objavljala v prostem dostopu. To se pravi, da so vsi imeli pregled nad tem, kaj se novega je zgodilo in prav zaradi tega je znanje bistveno hitreje napredovalo. In tudi programska orodja so bila v prostem dostopu. In to je omogočilo, tako kot je značilno za znanost, tudi na tem področju omogočilo, da se znanje zelo hitro generiralo. No, ti trije pogoji, to se pravi, da smo imeli na voljo veliko kakovostnih podatkov, ki so primerni za strojno učenje, da smo imeli ustrezne procesorje oziroma farme teh procesorjev, ki so lahko izvajali veliko ponovitev posameznih korakov učenja, in pa tudi primerne nevronske mreže oziroma programe, ki se znajo učiti. Vse to se je skupaj pokrilo nedavno, zato smo zdaj priča takemu hitremu napredku. No, kako pa delujejo te sistemi, kot je ChatGPT? Zdaj bomo najprej povedali nekaj bolj na splošno, pa še konkretno o ChatGPT-ju. Klasično računalniško programiranje poteka tako, da poskuša programer vnaprej predvideti vse možne primere, kako bi lahko prišlo do interakcije računalnika in uporabnika in vnaprej sprogramirati vse možne odzive. Programer ustvari algoritem, ki ga računalnik potem samo izvaja. In ta pristop je deloval zelo dobro za kar nekaj opravil
Ni pa bil dober recimo za prepoznavanje obrazov na slikah, prepoznavanje govora, prevajanje in podobne bolj kompleksne naloge. Tukaj pa ne moremo narediti nekih enostavnih algoritmov, ki jih bo računalnik samo izvajal in bo pač lahko prepoznal recimo obraze na slikah. Zato pa potrebujemo drugačen pristop. Temu se reče strojno učenje. Ko računalnikom naprej ne predpišemo algoritmov oziroma pravil, ampak ustvarimo program, ki se sam potem uči in sam ustvari algoritem, po katerem deluje. In izkaže se, da prav ta pristop pa je zelo učinkovit tudi za te bolj kompleksne naloge, povezane z jezikom. No, in ključno pri strojnem učenju je, da imamo program oziroma neko orodje, ki se lahko uči. In to je nevronska mreža oziroma umetna nevronska mreža. Neke vrste matematičen model tega, kar naj bi se dogajalo v naših možganih. In značilnost nevronskih mrež je, da znajo na podlagi učenja same ustvariti algoritem, ki se potem izvaja. No, kako približno deluje nevronska mreža? Predstavljamo si jo lahko kot matematično enačbo z zelo veliko parametri, ki jo želimo naučiti, da bo znala izvesti neko nalogo. Vanjo na eni strani vstavljamo podatke in potem dobesedno računa odgovor. Zato moramo pač podatke najprej pretvoriti v števila, v določene vektorje, ki jih potem damo noter in recimo na eni strani je v števila pretvorjena slika, na drugi strani pa potem dobimo ven informacijo, kaj je na tej sliki. No, za primer besedil pa moramo najprej besede pretvoriti v števila, ki jih potem lahko damo v nevronsko mrežo. In tukaj imate prav za GPT-3 primere, kako se recimo Physics Teacher pretvori v števila. Vidite, da se Physics Teacher pretvori v 4 števila. Učitelj fizike pa kar v 9, zato ker je cel pristop bolj prilagojen za angleški jezik. In potem v bistvu nevronske mreže operirajo samo s temi števili. In na koncu, ko zgenerirajo nek rezultat, se ta spet pretvori nazaj v besede po tem istem ključu. No, kako pa poteka strojno učenje? Parametri nevronske mreže imajo sprva neke naključne vrednosti, potem pa damo nevronski mreži neko nalogo, za katero vemo rezultat. Recimo, pač damo podatke o neki sliki, pa vemo, kaj je na tej sliki. In potem ta nevronska mreža najprej z naključnimi vrednostmi izračuna nek rezultat, pa spet z drugim, pa spet zračuna. In ko imamo nekaj teh rezultatov, izračunamo povprečje odmikov od pravih vrednosti in potem poskušamo nevronsko mrežo prilagoditi tako, da se te napake zmanjšujejo. Zato to poteka kar počasi, nevronska mreža, sploh če je zelo velika, veliko ponovitev teh korakov učenja, ampak na koncu se lahko nauči zelo dobro neko nalogo, nek algoritem se priuči, ki ga poskušamo strojno naučiti. No, prav konkretno za primer nevronskih mrež, ki so posebej specializirane za učenje jezika, za prevajanje, za generiranje novih besedil. Na tem področju se je pa zgodil kar velik preboj leta 2017, ko so inženirji pri Googlu objavili članek z dokaj nenavadnim naslovom Pozornost je vse, kar potrebujete, v katerem so opisali novo vrsto nevronske mreže, ki so imenovali Transformer, to je T v GPT.
ki je posebej prilagojena za, oni so takrat, mislim, da razreševali problem prevajanja iz enega jezika v drugega. No, in značilnost te nevronske mreže je, da je znala nekako zakodirati tudi kontekst posameznih besed v povedi, ne, ker pač pomen vsake besede je odvisen tudi od konteksta, v katerem se izgovori. Ne. In ta nevronska mreža je znala to bistveno boljše, bolj učinkovito se učiti tega konteksta, ne, zato je bil potem hiter napredek. In zdaj prav te nevronske mreže uporabljajo tudi na drugih področjih. No, kaj konkretno se pa pri učenju jezika nevronska mreža uči? Ne? Če se pri slikah uči prepoznavati, kaj je na sliki, se tukaj nauči napovedati naslednjo besedo v neki sekvenci, ne? Besed, recimo v stavku, in prikrijejo zadnjo besedo in rečejo, zračunaj zdaj, kaj bo naslednja beseda. Ne? In potem na podlagi mnogo poskusov in branja, mnogo besedil, se potem nauči zelo učinkovito predvideti naslednje besede. In to je v bistvu prvi korak, ki ga izvedejo na teh velikih nevronskih mrežah, ki se učijo jezikov. No. Potem pa, da so zares uporabne, tako kot je recimo ChatGPT uporaben, morajo pa te velike nevronske mreže, ko že znajo nek jezik, ne, ali pa več jezikov, jih morajo naučiti še, kako se odzivati recimo na vprašanja, kaj sploh početi. Ne. Ker na začetku znajo samo napovedovati oziroma nadaljevati neko besedilo. In zdaj, če bi mi zastavili neko vprašanje, bi lahko pač nevronska mreža lahko kar nadaljevala to vprašanje ali pa nadaljevala z drugim vprašanjem. Ne. Zdaj jo moramo naučiti, da bo na vprašanje se odzvala z odgovorom. Ne. In to je pa drugi del tega učenja, ki se mu reče postopek natančnega prilagajanja nevronske mreže. Ko so ustvarjali ChatGPT, zato so morali ročno ljudje ustvariti veliko teh kombinacij vprašanj in odgovorov, na katerih so potem eno drugo nevronsko mrežo učili, da je znala sama avtomatsko ocenjevati, kako dobro prva nevronska mreža odgovarja na vprašanje. In pa so na ta način z ogromno ponovitvami strenirali to prvo nevronsko mrežo, da zna zdaj dobro odgovarjati na naše vprašanja in reševati naše naloge, ki jih damo. No, zelo pomembno pa je tudi, kakšna je kakovost podatkov, na katerih se nevronska mreža uči. Zdaj, če se uči samo na slabih podatkih, se bo naučila slabih stvari. Ne? Če imamo besedila, ki so polna nekega sovraštva, predsodkov in škodljivih stereotipov, bo tudi nevronska mreža to povzela in bo to izražala tudi v besedilih, ki jih bo generirala. Zato so vložili kar veliko energije v to, da so izločili vsa ta besedila. Tako da je tista osnova, na kateri se zdaj učijo te jezikovni sistemi, takšno, da ne generira stereotipov. In tudi zdaj, če napišete kakšen tak žaljiv tekst, ga potem sam jezikovni sistem zna preoblikovati tako, da bo bolj vključujoč in da ne bo recimo seksističen. No, zdaj imamo na nek način osnoven občutek, kaj sploh so nevronske mreže, kako so se nekaj naučile in kako si lahko predstavljamo, da mogoče delujejo. Ampak ko jih uporabljamo, se pa takoj vklopi ta občutek, da na drugi strani je nekdo, ki je pameten, ki nam bo odgovoril na naša vprašanja. Zato moramo tudi te tehnologije znati pravilno in smiselno uporabljati. Dogaja se zdaj vedno manj, da ta jezikovna umetna inteligenca halucinira. Kaj to pomeni? Da zelo samozavestno odgovarja recimo na naša vprašanja na napačen način ali pa trdi kaj, kar ni res. Ne? Recimo
ChatGPT sistemu lahko naročimo, da nam generira recimo reference nekih strokovnih člankov na določeno temo, ampak bodo večinoma te članki, ki bodo na prvi pogled izgledali čist realistični, zares ne obstajajo. Ko gremo iskat tak članek, ga ne najdemo, ne obstaja. Ne? Zato, ker je ta sistem generiral nekaj, kar zares ne obstaja in temu se reče haluciniranje. Bing, to je Microsoftov iskalnik, omogoča že tudi uporabo neke vrste pogovora, ne samo iskanja, kot neke vrste nadgradnje. In tukaj pa dobimo pri odgovorih dejansko reference, ki jih lahko preverimo s klikom na povezavo. In to je pa že bistveno bolj uporabno. Ne? In ko lahko sami preverimo, kaj nam odgovarja. In tukaj sem za poskus vpisal kot vprašanje, bomo umetni inteligenci odprli šolska vrata v slovenščini v ta chat od Microsoft Binga. In kaj je bilo zanimivo, pač odgovoril mi je nekaj zelo nasplošno, ampak je dal tudi reference in ker je to, kar sem ga vprašal, dobesedno naslov tega predavanja, je kot eno od referenc navedel napoved tega predavanja. Tako da zgleda je kar up to date, ampak tisto, kar je zanimivo, je pa, da če sem vprašal v slovenščini, je dal reference samo v slovenščini. Tako da, če bi radi dobili, zgleda v tem sistemu angleške reference, morate vprašati v angleščini. No, kaj je še zelo pomembno, da mogoče se zavedamo, da obstaja več različnih sistemov in da jih primerjamo. Imamo na eni strani ta Microsoftov Bing chat, potem imamo ChatGPT, obstaja pa tudi en drug sistem, ki je zelo uporaben, Perplexity, ki ga lahko si naložimo tudi kot nek dodatek za brskalnik in med drugim omogoča tudi, da kliknemo en gumbek in nam na hitro povzame bistvo nekega dolgega recimo teksta na spletni strani, za katerega razmišljamo, a bi ga recimo prebrali ali ne. Ali pa nam omogoča, da iščemo po neki domeni in nam najde vsa besedila v tisti domeni z določenega področja. Ne. Se mi zdi, da je zelo uporaben. Vsa tri orodja pa delujejo na podobni tehnologiji. No, da dobimo dobre odgovore, so pa pomembni pravi pozivi oziroma prompti. Ni zaenkrat še nekega ustaljenega prevoda za to angleško besedo, ne? Ampak meni se zdi poziv kar dober, ne? Lahko bi uporabljali tudi ukaz, iztočnica, naloga, napotek, nekaj, kar mi vtipkamo v program in želimo, da nam neko nalogo izpolni. Ne? In ključno je, da smo čim bolj jasni, nalogo zastavimo enostavno, da ni dvoumna, da zagotovimo dovolj konteksta, recimo, da želimo, nekaj razloži za otroke, ali pa da razloži bolj strokovno. Ne. To moramo vse naprej povedati, da bo on znal potem, oziroma da bo sistem zgeneriral besedilo na pravi način. Najbolj preprosti ukazi so kar povzemi ali pa too long didn't read ali pa uredi besedilo, to v slovenščini se da, navedi ključne besede, prilagodi besedilo za otroke, popravi slovnico ali pa izboljša besedilo in podobno. Ne. Tako da to so neki taki najbolj tipični pozivi, lahko pa tudi damo malo bolj kompleksne pozive. Recimo, tukaj sem jih navedel nekaj, ki bi bile mogoče lahko zanimive za učitelje. Ne? Potrebujem nasvet za pogovor s starši o otroku, ki pogosto nima domače naloge. Ne? To sem dejansko poskušal opisati in mi je dal obširen seznam nasvetov, kako naj se tega lotim, da bo izkupiček čim boljši. Ne? Ali pa
poziv, ustvari kviz o Newtonovih zakonih za učence stare 13 let z 10 vprašanji in 3 možnimi odgovori, od katerih je le en pravilen. Zdaj, tukaj morate biti zmeraj pozorni na to, da se program lahko zmoti. In zavedati se morate, da ste vi tisti, ki ste garant pravilnosti ali pa smiselnosti kjerkoli generiranega besedila s tem programom. Fajn je tudi, da recimo malo prilagajate te pozive in ustvarite več možnosti, potem sestavite skupaj najboljše dele iz različnih odgovorov. Ali pa recimo lahko vam tudi svetuje, kako predlagati 5 načinov, kako začeti ali pa izboljšati učno uro, recimo v fotosintezi za otroke stare toliko pa toliko let. Obstaja tudi kar nekaj spletnih strani, tudi posebej prilagojenih za učitelje, ki vam pomagajo sestavljati te pozive oziroma prompte, ki so posebej prilagojeni za iskanje oziroma interakcijo z sistemom, če ste učitelji. So potem druge spletne strani, ki so recimo za novinarje ali pa za različne profesije. To malo pobrskajte po spletu in če vas zanima, najdete kar veliko teh primerov. En tak zabaven oziroma kar zanimiv primer uporabe je pa tudi to, da se lahko posnamete, ko recimo razlagate neko vsebino, lahko se na telefon posnamete, potem pa recimo z Wordom ali pa s kakšnim drugim programom pretvorite ta zvočni posnetek v tekstovni zapis. Word ima to zdaj že vgrajeno in prosto dostopno, mislim, da spletna verzija Worda, da kar pač MP3 posnetek tam nekam presnamete in ti potem Word sam pretvori to v tekst. Ampak večinoma je zapis oziroma prepis, direktni prepis govorjene besede zelo nenavaden. Ampak prav programi, kot so ChatGPT, omogočajo, da ga zelo enostavno uredimo oziroma pretvorimo v obliko, ki je takšna, kot če bi si to vsebino sami zapisovali. To besedilo, ki je lahko dolgo, če smo se posneli, razbijate na neke smiselne enote in potem vsako od teh enot date v sistem z ukazom, recimo uredi besedilo ali pa spremeni v knjižno slovenščino. In večinoma zna kar dobro to narediti. In potem dobite iz vašega posnetka na drugi strani besedilo, ki je primerno za to, da si ga shranite, da mogoče začnete razmišljati o tem, da boste učbenik napisali ali pa kakšna gradiva. Ustvarjanje teh iztočnic, pozivov, je zdaj zadnje mesece postala neka zelo taka vroča veščina. Ljudje, ki to znajo zelo dobro pripravljati, so zelo iskani. Tako da to je nekaj, kar se bomo morali naučiti, podobno kot smo se naučili recimo uporabljati spletna orodja, e-mail in podobno. Kakšno pa je mesto jezikovne inteligence oziroma vseh teh orodij v šoli? Ker verjetno ste zasledili zadnje mesece, kako je bilo predvsem mislim, da v Združenih državah, kako so učitelji skočili, ko so se pojavili prvi javno dostopni načini za uporabo te jezikovne umetne inteligence in ko so jih sami preizkusili, so ugotovili, da znajo pripraviti super, recimo, spis v nekaj minutah. Kako zdaj pristopati? Moj nasvet bi bil, da postopamo nekako podobno kot pri Wikipediji. Tukaj smo imeli tudi na začetku, ko se je pojavila Wikipedija, marsikje v šoli kar težave, ker so učenci to direktno
kopirali. Ne. In potem so jim učitelji razlagali, ja, to ne smeš kopirati, ker Wikipedijo pišejo ljudje, ki jim ne moreš zaupati, ne, to niso strokovnjaki, to ni dober vir. Ne. No, zdaj imamo dovolj let že Wikipedijo, da vemo, da so besedila v Wikipediji večinoma zelo, zelo dobra. To pa zaradi tega, ker nihče ne sme ustvarjati gesel v Wikipediji tako, da kar sam piše. Tudi če je še tak strokovnjak za neko področje, ne sme pisati iz glave, ampak mora za vsako stvar, ki jo zapiše, navesti tudi vir. In če se pojavi neko besedilo v Wikipediji, ki nima vira, ga pač drugi moderator zbriše. Cela skupnost Wikipedije ima pa zelo dolg seznam, kaj so zanesljivi viri. Oziroma, včasih je bolj pomembno, katerih virov se ne sme uporabljati, ker so se že izkazali, da so bili viri napačnih informacij in dezinformacij. In ta pristop omogoča, da Wikipedija zelo učinkovito vzdržuje nek nivo kakovosti. In pravilna uporaba Wikipedije je, da gesla uporabimo kot neko prvo obliko seznanjanja z neko novo tematiko. Ne? In zato je tudi za otroke, za učence, za dijake, za študente zanimivo, zato ker jim da lahko zelo dobre povzetke novih tematik. Ne? Ampak hkrati se morajo pa zavedati, da se na Wikipedijo ne smejo sklicovati, ne smejo citirati Wikipedije kot vira, ampak morajo pogledati, kaj je dejanski vir bil za tisti zapis v Wikipediji in potem citirati tisti vir ali pa preveriti še več drugih virov. Ne? No, mislim, da nekaj podobnega kot za Wikipedijo velja tudi za ta nova jezikovna orodja. Naučiti se jih moramo pravilno uporabljati. To se pravi, da se zavedamo njihovih omejitev, njihovih napak, možnih napak, ne? Hkrati pa moramo znati izkoristiti ves potencial, ki ga imajo. Zato se moramo učiti, kako pisati dobre pozive tem orodjem, da bomo dobili nazaj tisto, kar dejansko želimo in da bomo v tistemu lahko zaupali. Na koncu smo pa seveda zmeraj mi tisti, ki smo garant resničnosti oziroma zanesljivosti nekega besedila. Ne? In mislim, da je prav, da otroke ne odvračamo od teh orodij, ker uporabljali jih bodo tako ali drugače. Ne? Vsi jih uporabljamo zdaj, ki imamo pač to možnost, ampak jih moramo naučiti, kako pravilno uporabljati ta orodja. Ne? Recimo, da jim damo tudi določene naloge, naj si ustvarijo neke odgovore ali pa mogoče povzetke ali pa karkoli s temi orodji, in se potem o tem njihovih izkušnji, kako so to delali, in pa izdelkih pogovarjamo. Vpišemo težave, prednosti in spoznavamo otroke s temi orodji in jih učimo, kako je smiselno vse to uporabljati. Če se zdaj za konec ponovno vprašamo to vprašanje iz naslova predavanja, bomo umetni inteligenci odprli šolska vrata, mislim, da tukaj sploh ni vprašanje, da se teh vrat ne da zapreti. Ne. To je tako kot pač internet, tako kot Wikipedija, nova tehnologija, novo orodje, s katerim smo soočeni, moramo biti neskončno veseli, da zna slovenščino uporabljati. Ne. To je velika stvar za nas, ne, da že vse skozi podpira slovenščino in tudi lahko se pogovarjamo v slovenščini s temi roboti. Ključno pa je, da začnemo to smiselno uporabljati in se zavedamo, da vse, kar zgeneriramo z tega, ne, ko so bile neke ideje, recimo, da bi bil ChatGPT kot soavtor članka, to je nesmisel. Ne, to je pač orodje, tako kot je črkovalnik orodje, ne,
ki nam pomaga, da lahko mogoče, če nismo tako vešči pisanja, hitro napišemo dober sestavek ali pa hitro napišemo neko pismo, ki je napisano bistveno bolj, kako bi rekel, občutljivo, kot bi ga mogoče sami napisali, ne? Če damo tako ukaz. In podoben nasvet so dali tudi v New York Timesu. To se pravi, da se morajo šole navaditi na to novo tehnologijo. Ampak še zmeraj pa kar veliko ljudi, ki so prestrašeni nad tem, ne samo pri nas, tudi drugje po svetu. Ampak to je zmeraj tako, ko pride do neke nove tehnologije. Recimo, že Sokrat je bil zelo skeptičen do takrat novih jezikovnih tehnologij. In kaj je bila takrat nova jezikovna tehnologija? Je bila pisana beseda, zapisovanje. Njemu se je zdelo, da bo to škodilo procesu učenja, oslabilo sposobnost kritičnega razmišljanja, da je bistveno boljše, kot če si zapišemo, da se nekaj naučimo, ker to bolj povzamemo. In pa tudi zdelo se mu je, da samo branje ni tako učinkovito pri prenosu idej kot neposreden dialog, ko lahko sprašuješ, preverjaš, kaj drugi že je razumel in kaj ni, ta sokratična metoda. Tako da, mogoče, če za konec bi lahko rekel, da bi mogoče bil pa Sokrat navdušen nad programi, kot je ChatGPT in podobnim, ki se lahko tukaj znanje prenaša v obliki pogovora. In prav Bing Chat od Microsofta, ko nam nekaj napiše, nam da od spodaj še nekaj vprašanj, tipičnih, ki jih lahko kliknemo, da potem nam podrobneje razloži tisto, kar želimo. Tako da v bistvu že sam ta proces podajanja informacij se generira neke vrste dialog. In to je tisto, kar je mogoče prednost teh novih sistemov, kar do zdaj samo področje računalništva še ni bilo sposobno pokriti. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.